Tečajnica. Vodnik po osebnih financah. 15 let je minilo to poletje, odkar je bila registrirana spletna domena bitcoin.org in 15 let je minilo tudi oktobra od objave znanstvenega članka z naslovom Peer-to-peer elektronski denarni sistem. Na to se je v začetku prihodnjega leta začelo rudarjenje kriptovalut. Danes, Miha, po poldrugem desetletju od takrat vemo veliko več o kriptovalutah, o tej tehnologiji nasploh, ali smo tam nekje? V splošnem sem mnenja, da vemo veliko več. Torej, k temu je pripomogel spon teh kriptovalut, v smislu kriptovalut je vedno več. Torej, začelo se je z bitcoinom, potem so nastajali vedno nove in nove. Konec koncev tudi cena bitcoina je zelo narasla. Torej, marsikdo je se zato odločil, da bo investiral, da bo del svojega premoženja namenil kriptovalutam. Tako da poznavanje kriptovalut je dosti boljše, sem pa mnenja, da pa še vedno imamo precej prostora za napredek, predvsem kar se tiče tehnologije, ki je odzadaj, torej ta tehnologija veriženja blokov. Tukaj pa sem mnenja, da še vedno nam kar precej manjka. Veliko sva razmišljala o tem, koga danes povabiti v oddajo in na koncu so se odločila za Andreja Peškrabo, ki ga seveda poslušalci zelo dobro poznajo. Večina tistih tam konc srednje šole po astra.si, ima pa še mnoga druga znanja. Andrej, dober dan in hvala za obisk v tečajnici. Dobro jutro, hvala za povabilo. Poleg naštetega, kot sem rekel, je še marsikaj, ne poznamo. A se lahko tikava? Lahko. Te tudi kot človeka, ki verjame, bom rekel, v kriptovalute oziroma bitcoin. To sem zdaj rekel, kot da gre za eno božanstvo, ne verjame. Ampak sej praviš, dobro spi, dobro je in kupi bitcoin. Ja, zdaj mogoče za začetek, vse, kar bom jaz danes tukaj povedal, ni finančni nasvet. To so me pravniki do zdaj naučili v moji karieri, da moram vedno povedati. Zdaj pa lahko gremo naprej. Jaz sem doskrat tako mal pozoren na to, a se bomo mi v takih debatah pogovarjali o bitcoinu, a se bomo pogovarjali o kriptovalutah. Zato, ker mislim, da je tako ena taka filozofska ločnica se mora tukaj narediti, zato ker bitcoin je res, po moje, po internetu najbolj zanimiva iznajdba človeštva. Kriptovalute, večina kriptovalut je pa samo neko špekulativno sredstvo, kjer ljudje špekulirajo, tako kot špekulirajo v kazinoju. Tako da se mi zdi, da moramo velikrat to ločnico zelo jasno potegniti in tudi v teh pogovorih bom jaz vedno mogoče rekel, to pa mislim za bitcoin, to pa mislim za kriptovalute. Ja, zdaj to je oddaja o osebnih financah. Ja. Pri frizerjih že dolgo časa se več ne govori o kriptovalutah ali pa o bitcoinu. Takrat smo rekli, ko se o tem govori pri frizerjih, je to slab znak, je treba se umakniti. Ja. Zdaj, kaj to, da se o tem ne govori, je to dober znak ali kako? Zdaj, če govorimo čist iz tega aspekta investiranja ali pa špekuliranja, je ta pokazatelj, da frizeri pa taksisti sprašujejo o tem ali pa o tem celo govorijo, je to znak neke napihnjenosti trga ali pa da je trg pregret, se reče včasih. In takrat naj bi človek šel proti tej euforiji in recimo, če ima neko to imetje prodal, ko pa govorimo o nekem medvedjem trendu, se pravi, ko so vsi zelo pesimistični, govorijo, da iz tega itak ne bo nič. To že 15 let govorijo, Recimo, so neki te cikli. Takrat je pa mogoče dober predvsem, da ta čas pesimizma izkoristimo za neko izobraževanje, da si probamo kaj o tem prebrati, da neke nove informacije pridobimo in se potem tudi lažje odločimo, kam mogoče bi investirali ali pa s svojimi prihranki špekulirali, da bi ustvarjali nek donos. Ja, včasih, ko je medvedji trg, je pa potrebno tudi počakati. Torej, če smo mogoče nas je zaneslo, smo torej investirali v bikovskem trgu, torej, ko gre do cene gor. Bitcoin oziroma kriptovalute vseeno so relativno tvegana naložba. To vidimo potem, da torej volatilnost cene, torej gibanje cene precej niha. In torej, ko cena pade, jaz se vedno rečem, dokler ne prodamo, ne realiziramo izgube. Tako da včasih je tudi potrpežljivost zelo pomembna pri investiranju nasploh, ne samo pri investiranju v kriptovalute oziroma bitcoin. Jaz večini ljudi svetujem
metodo DCA. Kaj to pomeni? Dollar cost averaging v angleščini, se pravi, da mi v nekem daljšem časovnem obdobju z manjšimi zneski, lepo pač kupujemo. Kaj s tem naredimo? S tem si razporedimo vložek, ki ga hočemo vložiti skozi neko daljše časovno obdobje in se ravno temu izognemo. Se pravi, izognemo se temu, da bi mi kupili, sej takrat, ko je ta market tako v tem bikovskem trendu, bomo seveda kupovali po nekih višjih cenah, ampak ko je pa v medvedjem trgu, bomo pa velikrat kupili Bitcoin v tem primeru za neko nižjo ceno, kot potem, ko bo v bikovskem trendu. Tako da jaz mislim, da če ljudje vlagajo po tej metodi, in to tudi kažejo razne študije, bojo sigurno na boljšem kot tisti, ki jih zanese ta euforija, pa potem vlagajo v bikovskem trendu, pa potem prodajajo v medvedjem trendu, ker so jih prepravila čustva in so zdaj, zgubili 40%, 50% svojega portfolija. Ko se nekdo odloča za to, da bi recimo del svojih sredstev vložil v kriptovalute, kako pomembno je, da pozna, kaj je v ozadju? To so neka čisto osnovna pravila investiranja, se pravi, najprej se moramo vprašati, kaj so naše pričakovanja, se pravi, kakšen donos si predstavljamo na nek vložen znesek, kakšno je časovno obdobje, v katerem smo pripravljeni ta donos čakati, recimo, in pa seveda, kakšna je naša strategija vlaganja, a to počnemo zdaj z enim zneskom naenkrat, a to počnemo v nekem daljšem času, po manjših zneskih recimo. In seveda je treba vedeti, v kaj vlagamo. Recimo, če vlagamo v delnice, je dobro vedeti, kaj podjetje počne, kakšni so mogoče trendi v prihodnosti v tej industriji za to podjetje in tako naprej. Pri kriptovalutah gre ponavadi za neke obljube, ki so jih podali ustvarjalci neke kriptovalute. Saj tako podobno kot pri podjetjih, se pravi, ti moraš mogoče na začetku verjeti v to ekipo, da je sposobna dostaviti to, kar so oni opisali v neki svoji viziji in zdaj oni to razvijajo in tam imajo neko idejo, kaj bo ta kriptovaluta počela. Zdaj v zadnjih recimo 5-10 letih se je izkazalo, da večina kriptovalut, tukaj izvzamem Bitcoin, je pač narejena strani nekih ekip, ki probajo ljudi prepričati, da so nekaj dobrega naredili, ampak v resnici temu ni tako. Gre za pač poskus nekega, to je znano v vseh industrijah, ki so zelo mlade. Tudi na začetku, ko se je internet pojavil, tistih prvih nekaj let je potem vodil v tisti dot-com bubble oziroma balonček, ki je potem tudi počel, ko so tudi investitorji tveganega kapitala vlagali ogromne količine denarja v to, da je podjetje imelo samo spletno stran, in tam neke obljube, kaj bojo počeli. No, to obdobje lahko zdaj tudi primerjamo s tem obdobjem pri kriptovalutah, se pravi, tukaj je ogromno nekih projektov, ki nekaj obljublja, ampak jih je veliko tudi že propadlo. Tako da tukaj je res treba biti zelo previden, pridobiti čim več informacij, da v bistvu vložimo v te prihodnje obljube, ki pa se bodo ali pa ne bodo realizirale. Andrej, si že omenil, da dosti ljudi je pač v tej branži, bom rekel, iz nekih špekulativnih namenov, in dejansko tudi nekatere borze so v preteklosti že propadle. Imeli smo, mislim, da lansko leto je bila velika afera s tem FTX-om, kjer dejansko ljudje, ki so imeli svoje bitcoine tam, so jih tudi izgubili. Tako da je potrebno biti tukaj zelo pazljiv in pomembno je tudi mogoče, da omenimo koncept hladne denarnice in zakaj je pomemben, pa mogoče še to. Ja. Tako, se pravi, ko pride do nakupa bitcoina na borzi, imamo mi v bistvu dve možnosti. Ena možnost je, da ta bitcoin kar hranimo na borzi na tem svojem uporabniškem računu, ampak zaradi lastnosti delovanja bitcoin omrežja v bistvu hrambo teh zasebnih ključev, ki potrjujejo, da smo mi lastnika, prepuščamo borzi in efektivno predamo lastništvo teh bitcoinov nekomu drugemu. Zato lahko mi te bitcoine, zdaj je pa ta drugi način, lahko mi bitcoine prenesemo
z borze v neko svojo denarnico, ki jo imamo pa mi sami v lasti. In to pomeni, da potem se mi izkažemo s tem digitalnim podpisom za lastnika teh bitcoinov. Ja, tako da jaz vsem priporočam, da bitcoin v bistvu hranijo v svoji lasti, na svojih denarnicah in tako, kot si omenil, temu se reče koncept hladne denarnice, kar pomeni, da so privatni ključi, s katerimi mi podpisujemo to digitalno transakcijo, da so v naši lasti. Se pravi, da ta denarnica ni povezana na internet, da ne more nihče drug dostopati do v bistvu te količine bitcoinov, ki jo mi imamo. In to je tudi ena od lastnosti bitcoina, da lahko mi smo v 100% kontroli sredstev. Bitcoin temelji na tehnologiji veriženja blokov, torej blockchain tehnologiji, ki pa je relativno zahtevna z vidika računalniške moči, ki jo potrebuje, torej ogromno energije se potroši. Torej, trenutno je število bitcoinov oziroma transakcij še vedno relativno majhno, ampak če se bo to povečalo, kakšne težave lahko to predstavlja in ali se tukaj ponujajo kakšne rešitve? Zdaj to, kar si omenil, je res in tukaj veliko ljudi, ki je v tem prostoru, v tej industriji, se nekako deli na dva pola. En pol zagovarja to, da se morajo transakcije potrjevati na način, da se porablja neka računska moč in s tem tudi neka električna energija. Temu rečemo proof of work. Pa imamo pa drug pol, recimo je pa proof of stake, oziroma se električna energija ne porablja in morajo te potrjevalci transakcij, validatorji, dati nek vložek oziroma stake, zato se tudi reče proof of stake, za potrjevanje teh transakcij. Jaz mislim, da za Bitcoin, ki temelji na proof of work pristopu, je rešitev za povečanje števila transakcij nivo 2, se reče, se pravi layer 2. Tukaj govorim predvsem o Lightning networku, imamo sploh zdaj že slovenski prevod. Se pravi, to je neka v bistvu nadgradnja Bitcoin omrežja, kjer pa se električna energija za potrjevanje transakcij ne porablja. In Lightning omrežje je odgovor na to in ima tudi, mislim, da v teoriji celo največjo prepustnost transakcij na sekundo, večje tudi kakor ustaljeni sistemi, kot so Swift, Visa, Mastercard in tako naprej. Veliko je bilo v Sloveniji priprav na to, kako zdaj obdavčiti, kako spremljati te transakcije. Zdaj so to ena taka zelo ohlapna pravila, se mi zdi. Jih ti razumeš? Mislim, če sem čisto iskren, ta pravila niso še povsem jasna, ker tudi FURS je dal samo neke smernice, po katerih ne bi se to obdavčevalo. Je pa tako, trenutno v Sloveniji, če si izplačamo neka sredstva iz prodaje bitcoina ali pa kriptovalut, niso obdavčena. Je pa tukaj ena zvezdica, Potem pa je odvisno zdaj, kakšen je ta znesek, Če si mi nakažemo, $500,000 evrov, bo sigurno nekdo mal postal radoveden, In potem je pa pomembno, a mi znamo prvič izkazati izvor premoženja, ki smo ga imeli na začetku, da smo kupili kripto. Potem, a smo to počeli kot dejavnost, se pravi, mislim, da je neka meja 100 trgovalnih dni na leto, a smo predtem uporabljali neko programsko opremo, se pravi, da smo to res tako profesionalno počeli, če smo to počeli v neki skupini in tako naprej. Se pravi, so neka pravila in zdaj večina ljudi ne pade pač v to, ker so mogoče enkrat, dvakrat na leto kupili in nima kaj biti. Je pa, kot sem rekel, nepomemben izvor denarja, pa seveda zgodovina, da dokarijo vedno zanima sled denarja, kako smo mi na začetku do njega prišli in potem, kaj smo počeli na borzah, se pravi, izpis transakcij. Jaz imam občutek, da to postavljanje davčnega okvirja je tudi malenkost problematično, ker po eni strani rečemo, da so kriptovalute, gre torej za nek denar, ampak v praksi pa je v resnici to bolj podobno nekim, delnicam mladih visokotehnoloških podjetij. In tudi zaradi tega, po mojem... Ja, jaz mislim, da bo tukaj prišlo do neke delitve, se pravi Bitcoin, tudi tako kot zdaj kaže, bo imel neko posebno mesto in bo mogoče celo smatran kot valuta,
Saj ena država na svetu, El Salvador, ima to že kot uradno plačilno sredstvo. Drugi, te kriptožetoni, bojo pa verjetno tretirani tako kot si omenil, se pravi kot nek delniški ali pa vrednostni papir. A je pri tebi Furs že kdaj potrkal? Ne. Tečajnica.